Hej, tukaj Sabina oziroma Mami na vrtu in veliko se zanimali, zakaj jaz uporabljam sekance. Tako da ta video je namenjen temu, da ti razložim, zakaj sekance uporabljam in kako jih shranjujem. Tako da gremo v začetka. Sekance shranjujem tukaj, pod tem sicer PVC-jem, ampak to je edini način, da jih ohranim suhe. Torej, da ostanejo suhi in na ta način jih lahko uporabljam že dolg časa, pač dokler jih imam. Najbolj enostaven je dejansko samo tole dvigant in si pripraviti samo kolnico in potem odpeljati vse to na vrt. Kaj so pravzaprav sekanci? To me dostikrat vprašate in to ni nič kaj čudnega, ker pač mnogo ljudi se sreča s tem prvič in ne ve. To je v bistvu les, to je nažagan les. Včasih so to ostanki, pač kaj žagajo, včasih pač tiste stvari, ki imajo kakšne veje ali pa karkoli pač nasekajo na manjše koščke, jih zmeljajo in na ta način dobimo sekance. Evo jih takole, da malo od bližje pokažem, da bo malo bolj razumljiv. In to je pač pogosto je to smreka. Je pa možno dobiti tudi druge sekance. Če se le da, probi naročiti sekancev več, se pravi večjo količino, ker ne samo, da bo pač bolj ugodna cena, ampak tudi prevoz bo ugodnejši, oziroma prevoz je načeloma itak neka konstanta, če pa več naročiš, se ti pa pač bolj splača. Tako da možnost je, da si to razdeliš s prijatelji, ki imajo tudi vrt ali pa jih uporabljajo za kaj drugega, mogoče kakšne druge potke ali pa druge površine. Jaz naročam kar 12 do 15 kubikov, ker se mi zdi to v bistvu najboljš, čim več in uporabljam na različne načine. Tako da gremo zdaj k načinom. Jaz največkrat uporabljam sekance za prekrivanje potk, se pravi tam, kjer bom hodila, da ne bo blatno, bom navozila sekance samokolnico na vrt. Malo dela za mišice, za roke, noge in tako naprej. Tle, tam boste pozorni, kakšno držo imate, da ne bo trpela hrbtenica, da ne bojo trpela kolena. Ko sekance naložiš, je pa čas, da jih odpelješ ali na vrt ali pa kam drugam. Tako da prva stvar je, da jih jaz odpeljam na vrt, kjer bom zapolnila potke. Gremo. Sekance streseš na potke in jih lahko potem razporediš z grabljami ali pa kar z nogo. Sicer danes malo rosi, malo dežuje, ampak ni panike. Jaz sem res rada zunaj, tako da se mi zdi, da je to najbolj izkoriščen čas, da gremo ven, če ne drugega na sprehod ali pa pač na vrt. Tako da danes sem ti hotela še le pokazati, kakšna razlika je med sekanci, ki sem jih pravkar dala zdaj na vrt, na potke, in pa tam, kjer so bile lani. Se pravi, jaz vsako leto, ponavadi jeseni in spomladi dodajam sekance, včasih tudi slamo dodajam v spodje, ampak še res čisto malo, ker slama se mi pač ni izkazala kot najboljša, več o tem v drugih videih na mojem YouTube kanalu Mami na vrtu. In sicer zdaj ti bom rada pokazala to razliko. Kaj pravzaprav rata, ne? Tukaj so sveži sekanci, tukaj so pa sekanci, ki so se že razgradili oziroma malo pomešali zemljo, tako da načeloma je res taka lepa, sveža barva. Večkrat me vprašate, koliko dati slame, koliko dati sekanc, koliko dati tega. Jaz znam tega kar precej, zakaj? Ker hočem, da je pač neka dobra količina, da se ne bo kar takoj zemlja pokazala spodaj, pa blat, tako da v bistvu to je ta prvotni namen, zakaj jaz dajem v bistvu sekance na potke, dam zastirko, ker tudi na grede dajem zastirko, oziroma dajem nek material, kompost, zato da se pač še vedno obnovi, da je vedno več organskega materiala. Na potke pa tudi sekance dam zato, da ni blata in hkrati dam kar en takle sloj, če ne malo več, ker pač boljše, da je več, ker bo dlje trajalo. Ne dajem pa sekanc samo zunaj na vrtu, na grede, ampak jih dajem tudi v rastlinjaku. In sicer potke so ful lepše, take pač ni blata in se mi zdi ful lepše pač potem hoditi in lažje vzdrževati. Ne rastejo pleveli, tako da sekanci imajo v bistvu ful veliko enih pozitivnih lastnosti, zato mislim, da so pač res neki super, kar pač lahko damo na vrt. Drugi način, zakaj jaz uporabljam sekance, je, da jih zmešam z gnojem, svežim gnojem ali pač uležanim, nima veze, in pač sekanci in potem naredim en tak velik kup, kjer se potem vse to razkraja vsaj pol leta do leto dni. Jaz sem najrajde cirka en let, lahko tudi vmes premešavaš to, da se pač čim hitreje razkroji, da se predela med sabo, ker sam sekanci ti lahko zakislijo ful zemljo, tako da to sem se že naučila, to ni dobro. Tako da tukaj na tem kupu imam jaz zdaj to zmešan in že en let imam to zmešan, tako da bom zdaj, pač v bistvu sem že začela, no, tlele, če vidiš, sem že začela jemati material in ga dajem na vrt. Tako da to je ta organska masa, ki nastane, če jo zmešaš s svežim hlevskim gnojem, pač jaz sem najraje kar konjskega,
In pa pač sekanci. Lahko je pa tudi uležan hlevski gnoj, tudi to je dobro. Tako da, evo, to je ta material, ki ga jaz res obožujem in je the best. Sploh, če delate na način brez prekopavanja ali pa s prekopavanja, se v bistvu nima veze. Pač to je organski material, ki ga dodaš gor na vrt in je res noro dobro. Sekance lahko najdeš na Bolhi in jih pol tudi tam naročiš, se zmeniš za dostavo. Včasih je tudi tako, da greš lahko tja iskat s kakšno vrečo, odvisen, kako se zmeniš. V bistvu je vse stvar dogovora. Lahko greš pa do bližnje žage, to je v bistvu tudi najboljše, če imaš kakšno žago v okolju in pač se zmeniš z njimi, da ti dajo te ostanke oziroma pač ti pripravijo nek tak material, ki ga lahko daš na potke. Ne pretiravati s tem na vrtu, ker to lahko zakisli zemljo, se pravi, če daš tega preveč, lahko začnejo rasti gobice in ostale stvari ne bodo tako dobro rasle, tako da pozor pač s tem, da ne boste pretiravali. Drugače pa, če te zanima, kje jih dobiš pri meni, mi pa jav, pa se zmenimo. To so te naši sekanci, tako da, če te še karkoli zanima glede sekancev ali pa karkoli v vrtu, mi napiš spodaj. Če imaš kakšno idejo, kaj pač te zanima, da naredim video, tudi napiš spodaj. Drugače pa se gledamo naslednjič. Uživi, čim več bo to zun, pa imej lep dan. Čau!